To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Jou, Stane! Ne smeva pozabiti najbolj pomembne stvari na začetku. Veš, kaj je to? Pošiljite nam zepe. Dobro. Ne, zahvala vsem, ki naj podpirajo na Nostru, Fountainu, YouTubeu in druge. Pomagajte nam razširiti vsebino med Slovence. Ja, dobro, lahko tudi med druge, ne? Veš, kaj mi povej? En zelo zanimiv vikend je bil. Ja. Si preživel ta poskus ustrahovanja? Pogačarja na Krvavcu? Ja, a si ga prehitel? Nisem. Ja, Ja, tudi ne bi, če bi sploh bil tam. štartu? Nisem. Ja, pa už pa težko, jaz to nisem srečke kupil. Tudi če bi bil tam, bi se samo nasmejal, ker bi on mem letel. Misliš pa verjetno na crash na trgih, na kriptotrgih, na FX-ih, ki se je zgodil čez vikend, ne? Ja. Tako, zanimiv čas je tudi bil, ne? Ja. Petek recimo, pa neke informacije, izjave strani Trumpa o nekih carinah, ne? Potencialnih, kitajskih. In pa je začela zadeva padati. In zelo zanimiv je nekdo, ne vemo kdo, stavil, da bo market padel, ne? Pol ure pred tem, preden je pol uradno Trump objavil, da bo da bojo 100% carine postavili za njih, ne? Tega nekoga imaš v mislih, tistega, za katerega se ve, da je zaslužil nekaj več kot $200 milijonov? Ja. Ker špekulacije so tudi, da je njegov sinček Baron, pol Slovenc, zaslužil 80 milijonov, tudi v 2 urah. A pa ta vikend. A pa ti misliš, da bi to slučajno lahko bilo koordinirano? Niti slučajno. On je bil v sobi, je igral igrice in vmes je pa še malo potredal, pa zaslužil. On je nič vedel. Ne? Okay, mogoče ima samo takšno srečo, ne? Seveda, ljudje smo pač obdarjeni z različnimi sposobnostmi in včasih se ti kaj posreča, ne? Ja. Včasih imaš pa vrata od sobe odprte, pa poslušaš, ne, kaj foter nori. Recimo. Skratka, največji, če se ne motim, likvidacijski dogodek, ne? V kriptosvetu 20 milijard? Ja, v dollar terms, se pravi v dolarjih. V dolarjih, ja. Če pogledamo premik Bitcoina, ni bilo nič strašnega, ne. Shitcoini so precej bolj nastradali, baje. No, ampak to ni nič novega, drugače, ne. To je 10% korekcija ali pa malo več, s skrbno načrtovanimi akcijami strani mojstrov na Wall Streetu, BlackRocka in podobnih. To mislim, da je bilo celo napovedovano že, da se bo zgodilo in da se bo še dogajalo, ker hočejo tiste, ki so malo bolj panični, spraviti to Bitcoin. Ne? Kaj hočejo? Verjamem, da Kako? Kaj hočejo? Ja, da ti Bitcoin prodaš, ker pač te panika zagrab, ka -10 vidiš, pa nekdo pa ta Bitcoin kupi. In lega zlomka, tokrat je BlackRock v tem dnevu kupil sam 45,000 Bitcoinov. Mislim, da 5 milijard? Ne? Glih prav je prišlo, ne? Ja, slučajno spet, ne? Jaz mislim, da slučajno. Ja. Tako da, če smo se kaj naučili, mogoče to, da če razmišljate o nakupu Bitcoina, ne? Imate en delček vedno pripravljen takole, da postavite kakšne buy orderje. Ampak David, jaz tega nisem nikoli razumel, teh nasvetov, ker pač kupiš, ko imaš cash, saj ne veš, če je danes cena 5, pa čez 3 mesece, ko se bo zgodil cash, ne veš, a bo šlo iz 20 na 15, v tistem trenutku bo teh 15 že ugodna cena, ampak če bi ti kupil takrat, ko je bilo 5, si vse na boljšem. Drži? S tem nikoli nič casha prištimam ga. A nimaš? Ne, ker ga pred takoj dam v Bitcoin. Veš kaj mene, jaz pa včasih malo razmišljam, ampak nikoli ne zdržim toliko dolgo, da bi čakal na crash. Tako da zelo redko sem izkoristil kakšno to priložnost. No. Tako da ja, imaš prav. Bolj kar redno to kupujem. Ja, pa in kaj na strani denarnici si rečeš, jebi ga pač, saj se ne bo z mojim Bitcoinom nič zgodilo. Ja, pač v njih -30, -40, ne. Malo stiska zobe, ampak kaj. Ampak, evo, danes, ko snemava, danes je vikend je minil, Trump je čez 2 dni rekel, malo sem se hecal, vse ne bo tako zares. In evo, market je, nam rekel, da čist nazaj, ampak gre v smeri, da bo nazaj zelo malo. Ja. Videl sem, da Nemčija in njeni
grafi, in sicer prikazujejo njihov GDP, bruto družbeni proizvod, malo prodajem pa industrijsko proizvodnjo. Zakaj to omenjam? Zato, ker pač Slovenija pravimo, da je vedno odvisna od Nemčije. Ne? No in nič dobro ne zgleda. Trend, če gledamo od 2010 do 2025, po 2020 je bistven odmik navzdol, kar je zaskrbljujoče, je pa, da industrijska proizvodnja je krepko nižja, kot je bila predtem, in tudi čedalje večji odmik od trendne linije je. Torej, to pomeni, če Slovenija je povezana z Nemčijo, pomeni, da bomo imeli v Sloveniji težave, se jih že imamo, ampak bojo še večji. Se pravi, bo denar treba nekje dobiti, da se bo financirali tiste projekte, ki jih država izvaja, kar pa, kaj misliš, da pomeni? Ja, da bomo mi malo neprostovoljno prispevali. Dobro. No, malo razmislite, kaj lahko naredite. A Boste prispevali, mislim. No. A misliš, da jim je kaj pomagali, ko so prodali 50,000 bitcoinov? Ja, je, ne, seveda. Absolutno jim je pomagali. Dobili so takrat Trikrat manj, dirty kot bi fiat, zdaj. ne. Ne? Ja. Super. Ne. Koliko se rekel, dvakrat manj, kot zdaj. Dvakrat manj. Ne, mislim, da so nekje okrog 50 ali pod 50 točno, prodajali, če točno, se ne motim. ja. Tako da, dobra poteza Nemčije. No, greva naprej. Si kaj slišal za Square? To je od Dorsija. In neki so predstavili integrirano rešitev za poslovne uporabnike, ki omogoča sprejem bitcoina kot plačilnega sredstva. A to? Ja. Oni se pravi, trgovce zalagajo z POS-terminali in procesiranjem zadaj. Dodali so trenutno samo v ZDA možnost sprejemanja bitcoina, kar je super, ne? Mislim, da je trgovcev 4 milijone, ampak to mislim, da je bolj taka marketinška številka. Zdaj, kakšna je ta številka dejansko, bomo Koliko videli. je aktivnih, misliš? Ja. No, ampak kaj so ponudili? Se pravi, sprejem bitcoina na plačilnih mestih, na teh POS-terminalih, in sicer pravijo, da bo brez provizije še naslednje leto, do konca leta. Pa so pa ponudili jim še konverzije. Se pravi, ko ti dobiš plačilo, da jih pol zamenjaš v bitcoin, pol pa ostaja na primer v fiatu. Se pravi, če sprejemaš plačila v fiatu, ne? Pa ja, imajo noter že integrirano bitcoin denarnico. Fino. Si predstavljaš, kaj bi to pomenilo za slovenskega trgovca od novega leta, če bo ta blesov zakon sprejet? Se pravi, da bi mogla Square denarnica še avtomatsko narediti neko poročilo davčnemu organu, kaj se je zgodilo, kjera denarnica, koliko je kam šlo. Ja, trgovec po moje, ne? Trgovec je obvezen, a ni tako? Ja, sam njemu bi lahko ta denarnica to pomagala narediti. In najbolj bi bilo, da bi vsi uporabljali Squareov, kako se imenuje ta blok. POS. Ne, to je blok, Ne, ta storitev njihova od Squarea. Čakaj. Ne vem. Da bi vsi slovenski trgovci to uporabljali in da bi vsak POS, ko sprejme bitcoin, poslal davčnemu organu en bloatware, to bi bilo najbolj, da bi jih zasuli s podatki. Evo ti vse transakcije, da ves mempool, evo ti. In random pripenjal lastnike gor in vrednosti in zdaj pa vi računite davek. Ja, ne bilo šlo. Ne bilo šlo. A misliš, da če pišemo Dorsiju, da bi to naredili oni? Posebej za Slovenijo. Slovenijo ne bo Posebej zabaval. za Slovenijo. Ja. Mislim pa, da je v Italiji podobno blesov zakon, veš. Sem se nedavno pozanimal, ja. Vsak nakup kave je davčni dogodek, prav bedno. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare, ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. No, ampak glih to, ko omenjaš, deva preskočiti v, je Švedska, če se ne motim. Švedska, ja, je predlog, to je seveda samo predlog, da se ukine davek na bitcoin plačila. To sem pa zasledil. Odlična odločitev, upam, da jo sprejmejo in da bodo utopičnim Švedom pokazali, da je bitcoin
prava pot in ne tisti njihov CBDC, ki ga tako vneto zagovarjajo in celo uporabljajo sam še ne cash transakcije. Ja. Oni so kar zelo specifični Ja. z tega vidika. Nekaj Švedov, z nekaj Švedi sem imel priložnost govoriti in kar zelo zagovarjajo ta odprt model, ko so vsi njihovi prihodki javni, celo del premoženja, da imajo digital ID in podobno. Kar ful so veseli tega. Zdaj ne vem, a so tudi veseli bombnih napadov, ki jih njihovi novi gostje povzročajo. Ne vem, od kje je to veselje. No. Bom videl, kako se bo tam odvijalo. Bo spremljala. Ja. Morava se dotakniti še enkrat chat kontrola. Sicer Pa dejva, zelo neobičajno za zelo naju. neobičajno za naju. Ja? Nemčija je sporočila, da bo se vzdržala oziroma ne bo podprla obstoječega predloga, kar je pozitivno, a ne? Kjer smo se bali, da če Nemčija podpre, da imajo zadostno večino in lahko gre naprej zadeva. To pa še ne pomeni, da smo kakorkoli zmagali. Ne? Gre za klasične postopke utrujanja. Enkrat, ko bomo nepozorni, bojo zbrali dovolj. Drug celofan in nam ga bodo uvalili. Ja. In če pogledava v UK Digital ID, njihov prime minister, kaj že, Starmer, ja. on posiljuje zdaj že nekaj časa prebivalce z digitalno identiteto. Ne? To je to, kar sponzorira World Economic Forum. Zdaj, če ste sledili, na začetku so prvo govorili, da s tem bojo preprečili množične migracije. Pol je bilo malo pora in zdaj so rekli, da bojo to potrebovali vsi zaposleni, ker brez tega ne bojo mogli delati. Zanimivo, ne? Ampak pa so pa še izdali, se mi je mogoče malo zarekli, da pa ne bojo mogli uporabljati svojega denarja, če ne bojo imeli Digital ID. Ups. Kako pa to? Še nikoli slišala, ne? Upam, da naraščajoči protesti v UK, o katerih ne boste slišali v mass media, pripelje do tega, da bojo to ustavili, oziroma da mogoče se obeta neka nova vlada tam, ne, če se ne motim. A res? Ja. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tudi nova vlada, bomo videli, kaj bo naredila. Suniti, šiiti ali židi? Ja, nekaj od tega. Kaj pa v Evropi, slediš kaj digitalni ID? Ne. Mislim, da omenjajo, pripravljajo teren, da nas bojo posilili isto s tem, zdaj verjetno sam merijo, kako bo v UK-ju zadeva izgledala in pol bojo ubrali neko pot, ko bojo mislili, da nas bojo lahko s tem. Na zadnje, kar sem spremljal, sem slišal von der Leyenovo AI first. Everybody needs to use the AI to produce a better future for the Europe. Mater. A to smo v Klausa, ali kaj že, gospod? Ne, tako ona govori angleško. A res? Premalkrat sem jo poslušal. Zelo grdo je brala tisti tekst, ki ga je mogla. Je pa veliko krila z rokami. Kar mi je bil znak, da čisi srca to misel. Stop. Čeprav ona bi si predlagal, da resno misel o tem. Verjetno, ja. Da pa skozi se pretvarjaš to, kar govoriš, je pa kar malo težko, se te zdi. Je pa po moje, ker živijo v tej zgodbi, kje? Še na konju, ko mi zdržim, pa grem pa eter kupiti. Skratka, ko slišite digitalna identiteta, zavrnite. Tako, ne vas strese po Šimbasu in ne. 70,000 Discord uporabnikov nevarnosti. A to si pa slišal? Ne, tudi nisi tudi slišal. Ja, pa ko si pa stike poslušal, pa bravo ta teden. Nič. Nič. Sem imel tukaj enega dela, da nisem, to pa res nisem zasledil. Pismo. Razkrili so, da je njihov partner za support uporabnikom, bil hackan in so prišli do 70,000 dokumentov in podatkov o uporabnikih. To je, in zakaj so do tega prišli, oziroma zakaj so uporabniki to mogli dati? Če se boste spomnili, sem omenila, da v UK-ju so že sprejeli, da moraš potrditi starost, da lahko uporabljaš, surfaš po internetu, ne? No, in zato so uporabili. In glej ga zlomka. Kako nenavadno, ne? Je že prišlo v roke nepridipravom. Ja. Čuden, a ne? Vse bo prišlo. Ne se identificirati na internetu.
Ok, nič. Naprej. A imaš kaj pametnega ti? Jaz imam nekaj bi rad povedal o walletu. Čakaj, imam še jaz nekaj prej. No? Okay, banke planirajo izdajo stabilnega kovanca, ki temelji na G7 valutah. To bo tudi sigurno nekaj zelo dobrega. Sam še marmelada za na kruh Ta namazati velike je boljš, ja. to je pa to. Pariba, Bank of America, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citi imajo idejo, ki zdaj to razvijajo, da bi naredile stablecoine, ki bi vezani na valute G7. G7 na dolar, evro, jen in tako naprej. Se pravi, namen bi bilo ustvariti take stabilne kovance oziroma valute, ki jih podpirajo centralne institucije, da bi zagotovili stabilnost. Samo zaradi tega. Pa verjetno zaščito pred kakšnim prepihom, poplavami, nahodom. Ja. Okay. Pred trgovino z otroki in tako naprej. Organi otroški. Vse to. Zakaj misliš, da to delajo? Ja, za naše dobro. Da se bom jutri zbudil bolj naspan in srečen. To zdaj ti malo se hecaš, ne? A misliš, da je zadnji, da se malo bojijo, ker je Tether toliko močen, pa bi jim ves ta posel prevzel? Kaj pa vem, mogoče. Čeprav Tether itak mora tudi biti skladen z vso regulativo, drugače ne bi pustili živeti. To je dejstvo. Mogoče bodo pa ustvarjali dovolj zmede, da ljudje ne bodo uporabljali nič od tega. To bi bilo super. Ja. To sploh ni tako šloh ideja. Sam ne vem to povedati. Če bomo imeli 38 CBDC-ov pa 46 stablecoinov iz raznih državnih zvez in samostojnih držav, bo to en mes. In ne vem, če si želimo še več različnih valut, želimo si poslovati z eno valuto in to že imamo, ne? A pa misliš tako, kaj tudi sam nadzoruješ? Ja, recimo. V svoji denarnici, ki ni pod kontrolo nobene centralne avtoritete, zakaj ne bi kar vsi to uporabljali? Mislim, kaj vsaj imeli kaj tazga, res. Ja. No pa zakaj so rekli, da to delajo? Mislim, zanesljivost, transparentnost, ne? Zmanjšalo bi to tveganja. Če enostavno kontrola, ne? No, ampak lahko je zdaj v tisti denarnici... Ne, čak sam še malo, no? Okay. Ta tvoja denarnica. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev pri zajtrku. Ne, a kaj knjige bereš? Knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Luksemburg kot prva evropska država posredno vložila v Bitcoin. Kam, v to denarnico mojo? V tvojo. Skoraj. No, pa lahko povem, da je ta wallet of Satoshi... Čakaj, lahko, samo malo, no? Okay. Luksemburg je bolj pomemben. In sicer suveren sklad FSIL, pravijo, je vložil 1% svojih sredstev v Bitcoin ETF. Tole sicer mi ni všeč, ker je ETF, ne? Ker to pač ni Bitcoin, ampak vseeno. En korak je in postavlja Luksemburg kot prvi državni sklad v evroobmočju. Se pravi, ne bodo kupovali Bitcoina? Zato da pod pretvezo, da je to seveda preveč kompliciran in regulacija in tako naprej, so šli v ETF. Če midva prodava svoje storitve, pa jim poveva recimo wallet of Satoshi, da bi oni lahko to uporabljali. Kaj ta tvoj wallet of Čaki no malo? Joj. Ampak poglej, zakaj ni v Sloveniji tako, ne? Zakaj naši skladi ne kupujejo Bitcoina? Tam imajo dovoljenje, da 15% svojih sredstev alocirajo alternativne naložbe, kot so Bitcoin, nepremičnine, zasebni kapital, poleg seveda klasičnih vlaganj v delnice. Naši vlagajo v nove oblike davkov. Aha. Ja, to se jim bolj splača, bolj je enostavno. Pa slovenske obveznice so dobre. Ja. Dobro. Pa kaj individualni trgovalni račun? Čakaj, to boš pa za ta leto uporabil, naslednji se ne kdaj pridajo. No, kaj si prej rekel? Ja,
Jaz bi rad povedal, da je Wallet of Satoshi postala zdaj tudi lastniška denarnica. Kaj to pomeni? To pomeni, da imaš ključe od denarnice ti. Se spomniš, Wallet of Satoshi je bila zelo, ali pa je še vedno zelo prijazna denarnica, vsak jo lahko odprl, dal na telefon in takoj začel uporabljati Lightning, to je ta hiter Bitcoin. Okay. No, slaba stran Wallet of Satoshi je bila ta, da so oni ustvarjali ključe in to v resnici pomeni, da oni si lastijo ta Bitcoin, ki ga imaš ti na svoji denarnici, na svojem telefonu. Zdaj pa končno ponujajo tudi možnost, da sam svojo aplikacijo generiraš zasebne ključe in denar, ki ga imaš na tej denarnici, kontroliraš sam in se skoraj lahko reče, da je tvoj. Okay. To je super slišati, ja? Ja, to je super slišati. Menda pa uporabljajo Spark sidechain, to je sidechain podobno kot Lightning, kar naj bi pomenilo, da so transakcije na tem sidechainu javne, to bom še preveril, nisem preveril, in pa da so se povečale provizije za uporabo, se pravi za plačila, premik tega denarja, ampak še vedno to so zelo nizki odstotki in verjetno je to, kar se da preživeti. Ne? Zdaj pa kako do nje, tisti, ki že to uporabljajo, lahko znotraj aplikacijo treba posodobiti, znotraj aplikacije preklopijo na self-custody, piše, ne? Seveda aplikacija ni v slovenščini. Novi uporabniki pa namestijo novo verzijo, se odloči za self-custody, torej za lastniško denarnico. Obstoječi uporabniki bodo mogli pa imeti dostop do maila, ki so ga uporabljali za odprtje Wallet of Satoshija. Torej, če ste se poslužili morda pametnega načina za odprtje te denarnice in uporabljali enkratni e-mail, ki ga za druge stvari ne uporabljate, je fajn v tem primeru imeti dostop do njega. Ne? Potem pa je treba ustvariti novo denarnico, se pravi, tudi če greš iz obstoječe Wallet of Satoshi denarnice, pa hočeš iti na self-custody, to pomeni nov wallet v tej aplikaciji. To pomeni nov set 12 besed, ki jih je treba pa spet varno shraniti. Ne? Ampak tukaj je tako, ne, da greš na meni, hamburger, od spodaj ti piše preklopi, oziroma generiraj lastniško denarnico. Tako. Klikneš lepo te vodi, ja, in to on ni te nič vodi čez, to je par klikov, bistveno je pa tisti del, ki si zdaj govoril, da zapišeš. To pomeni, z vsako Lightning denarnico, se pravi z vsakim softverom, ki pravi, da je Lightning denarnica na našem telefonu, v resnici dobimo nov set 12 besed, če govorimo o lastniških denarnicah, in vse te besede treba nekam shraniti, kar je zahtevno in tukaj lahko dava en namig, kako to poenostavimo. Če uporabljamo strojno denarnico, ki podpirajo BIP85, kot naprimer Bitbox, Jade, Passport, AiraWallet, tudi Coldcard, večina DIY denarnic, kot so SeedSigner, Spectre in podobni, lahko te denarnice, za katere predvidevam, da imamo varno shranjenih 24 ali 12 besed, generirajo nove besede, torej nov neodvisen set 12 besed, in jih uporabimo v Lightning denarnici. Torej, v Wallet of Satoshi. Da te malo ustavim zdaj. A prav razumem. Se pravi, ti v Wallet of Satoshi rečeš, ok, jaz bom zdaj imel lastniško, on ti reče, lahko ti generiram 12 besed, ali pa import a wallet, ne? Ja, ti mi povej 12 besed tvojih. In greš v svojo strojno denarnico, oziroma tiste, ki si jih prej omenil, rečeš, ne vem, kompatibilno z, kaj si rekel, BIP85, in rečeš, daj mi novih 12 besed. Okay. In teh 12 besed je generiranih iz tvojega zasebnega ključa, ki ga že imaš nekje varno spravljenega v te strojne denarnice. To je pogoj. Ne? Se pravi, to pomeni, da meni ni treba hraniti teh novih 12 besed, ki jih je generiral moja strojna denarnica. Če imaš že shranjene te besede, prvotne, od strojne denarnice. A to je super. Ja. In lahko v resnici teh generacijo novih besed uporabljaš za vse software denarnice na telefonu ali na desktop računalniku, ki jih želiš na novo uporabiti. Torej, sploh ti ni treba več shranjevati teh 12 besed. V Wordu, to je tiska pa v Wordu. V Wordu shraniš pa natisneš, a ne pa pustiš doma na mizi. Ja, jaz to kar malo včasih, ko testiram kakšno denarnico, pozabim, ampak to je res super opcija, da se ne ukvarjaš s tem backupom, da ti ne ležijo listki po mizi, ki jih boš seveda nekoč pretolkal na pleh, pa jih pol pozabiš, a ne? Pol pa kar naenkrat neko denarnico začneš uporabljati in gor neki denarje in ugotoviš, nekdo je pospravil tistih 12 besed, maček jih je ruknil dol z mize.
Torej, to je res zelo uporabna opcija, pa ne zakomplicirana. Mogoče se zdaj tako malo čudno sliši, ampak ne zakomplicirana. Pa še to. Če ti nekdo ukrade tistih originalnih 12 ali 24 besed od strojne denarnice, ki sva jih prej omenila, on ne bo avtomatsko videl, da si ti iz njih generiral večje število dodatnih besed za razne denarnice. Da bi to nekdo ugotovil, ti mora ukrasti teh 12 besed oziroma imeti dostop prav do strojne denarnice, pa PIN, pa vse skup, pa iti v software, pa se spomniti pogledati, koliko je pa ta dečko generiral dodatnih semenskih besed. V najboljšem primeru, vsaj zaenkrat so denarnice na tej stopni, bo videl, koliko teh besed je bilo generiranih, ampak ker so to zelo mikroračunalniki, nimajo veliko spomina in aplikacije so tako narejene, te besede niso poimenovane. Se pravi, nikjer ne piše, Za kjer wallet je to? tako, teh 12 besed je pa za Aqua Wallet, unih 12 besed je za Phoenix, tretjih 12 besed je za Wallet of Satoshi, sam piše indeks 1, 2, 3, td. In neke besede. Se pravi, nekdo bi mogel kar nekaj dela vložiti v to, da prave besede vtakne v pravo denarnico in pride do tega denarja. No, ampak to je super. No. Nisem še nikoli, nisem probal še tega. Ja, Nisem niti to je res vedel, dobro. da je to možno. Moram probati. Moramo povedati, vse te denarnice, strojne, ki sem jih omenil, imajo vsaka svoj software, pa majčkeno drugačen način generiranja teh besed, ampak praviloma je zdaj že vse dovolj enostavno, da bi to zmogel vsak, ki je rokoval s katerokoli denarnico, tudi lastniško, tudi softversko, nič zahtevnega. Pač gre za generiranje 12 besed z denarnice, od katere že imamo shranjene original besede in smo zadovoljni s tem backupom in to kar super dela. Simple pa praviš. Simple. Bom poskusil. Dej. Skratka, Wallet of Satoshi praviš, da je to neka Vstopna točka lahko. prvi wallet Lahko, za vse nubije, ki hočejo Lightning probati. lahko. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. No, a kaj knjige bereš? Ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust. Ja, popust. Pojdite na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Veš, s čem se pa zdaj igram? Ne, povej. Z isto Lightning denarnico, Minibits Mint, ki pa je tudi eCash, cashew denarnica. Do eCasha še nisem prišel, nisem svoj Mint ustanovil, moram se s tem še malo poigrati. Všeč mi je pa zaradi tega, ker se denarnica ne posodablja iz App Store, rekla sva sem na grafinu. Ampak z App Store. Ne, ampak iz softvera v denarnici same. Rečeš update in ona potegne dol update in se ona updata. Zdaj, ne vem, koliko zaupanja je tukaj potrebno, ampak ne bi treba iti na App Store pa ugotavljati, kjera verzija, pa a bo App Store prepoznal, da imam ta star wallet gor, to, kar softverček sam naredi, to mi je bilo super. Poleg tega sem ugotovil, da lahko njo povežeš s svojim Nostr profilom, NIP05, in se ne zanašaš na njihov Nostr client. Za tiste, ki ne veste, kaj je Nostr, a ne, pa danes prvič poslušate, pejte 2 epizodi nazaj, epizoda 45 z Miljanom govorimo o Nostru, kot če to poenostavim, novem internetu. Ja, no in to je denarnica, ki ne bi izkoriščala ta Nostr oziroma ta protokol, identiteto, ki jo lahko Nostr ustvari. Ja. No, s tem se zdaj igrava. Pa poročala, kako bo šlo, pa koga kaj denarja izgubila zaradi tega. Recimo. Ja. Če vas pa zanimajo, oziroma da pogledaš kakšne druge denarnice, a ne, Lightning ali kakorkoli. No pa se greva lahko na hiter čez, a ti uporabljaš še kakšno drugo? Phoenix. Jaz tudi. Aqua. Jaz tudi. Aqua. Povejva še to, da Aqua Wallet, ki je tudi zelo enostavna, jaz bi rekel, da še enostavnejša kot Wallet of Satoshi ali pa tam nekje, ponuja kreditno kartico, Visa kartico, non-KYC Visa kartico, Dolphin Card. Meni se zdi to super opcija. Odpreš denarnico, tako kot Wallet of Satoshi ali kakšno drugo Lightning denarnico,
posluži se tistega BIP85 protokola, vstopi v denarnico, nakaži si Bitcoin, podpira Bitcoin, Liquid Bitcoin, torej L-Bitcoin, Lightning Bitcoin in pa Tether in greš na Marketplace, izbereš Dolphin Card, se prijaviš, tam moraš dati nek mail, ta mail spet naj ne razkriva identitete, ali pa je celo unikaten samo za Aqua Wallet. In zdaj mislim, da so kar zelo hitri in zelo so zainteresirani, da podelijo te kartice, zato ker imajo fije, ne? Ok. Nakažeš iz Aqua Walleta v Dolphin Card Bitcoin v obliki Liquid Bitcoina, Lightninga ali Tetra, puf, je že na vizi in že lahko kupuješ. Ok, bom probal. Kje lahko to uporabiš? Zaenkrat na spletu. Upam pa, da bo kdaj tudi fizična kartica. A misliš, da bo kdaj? Ja, čisto odvisen, kam ciljajo, ampak če ne drugega, si predstavljam, da se trudijo omogočati vsaj Google pa Apple Pay, ko bo to na voljo, pomeni pa, da praktično ne rabiš fizične kartice, ne? Ok, ampak v tem primeru se mi ful potrudimo, pa imamo non-KYC kartico, pa daš pa to na Google Pay, a to pomeni, da Google ve vsa? Ja, seveda, Google dobi podatke. Ja. Ok. No, evo, to so variante. Več o Zanimivo. denarnicah drugič. Ja, veš, kaj sem pogledal še, oziroma videl? Izjavo Jeffa Buta v enem izmed njegovih zadnjih intervjujev, ki se mi je zdela, da jo lahko še malo pokomentirava. Ok. In sicer prav takole, glavni razlog, zakaj ljudje verjamejo v sredstva, ki naj bi varovala njihovo kupno moč, je ta, da nikoli niso mogli hraniti denarja v samem denarju. Torej vrednosti v samem denarju, verjetno. Ja. Se pravi, kaj je cilj tukaj, ne? Da ljudje, ker denar zgublja vrednost, tisti, ki imajo dovolj denarja, ne, ga nekam plasirajo, da ne zgubijo vrednosti, in to se odraža v naraščajočih cenah nepremičnin, ker pač jih kopičijo, ne. V naraščajočih cenah surovin, plemenitih kovin, ne, vrednostni papirji, prav tako. Tako da to so nekje razredi sredstev, ki imajo nenaravno ceno, zaradi tega, ker denar zgublja vrednost. Če bi denar držal vrednost, kar je ena izmed osnovnih elementov, ki bi jih denar mogel, ne, bi potem te razredi odražali dejansko samo uporabno vrednost, kar pomeni, da bi, če tako sklepava, pomeni, da bi se ta špekulativna naložba zaradi zmanjšanja kupne moči denarja preusmerila v Bitcoin, potem bi cena nepremičnin, vrednostnih papirjev lahko zanihala navzdol, ne? A ti misliš, da bom midva to tudi čakala? Ja. Pol bom pa s Dolphin kartico kupil 1 bajto. Mater. Veliko sreče. Do takrat pa zbirajte satošije. Ostanite na coinu.